Pohod za neodvisno življenje hendikepiranih. V torek 25. 5. se bomo ob 11. uri zbrali v Argentinskem parku za gostilno Figovec in se podali proti uradu predsednika RS in nato pred državni zbor. Naj konvencija Organizacije združenih narodov o pravicah hendikepiranih oseb postane resničnost. Za spoštovanje človekovih pravic, za udejanjanje enakih možnosti, za odpravljanje diskriminacije. Zahtevamo inkluziven izobraževalni sistem, ki predstavlja uresničevanje socialne pravičnosti, saj ustvarja družbo enakih možnosti in enakopravnosti. Hendikepirani otroci in mladostniki se morajo vključevati v redne šole, ne pa, da se zanje ustvarjajo posebne šole oziroma zavodi. Šolarji, dijaki in študentje morajo imeti pravico in možnost vključevanja v reden izobraževalni sistem. Čeprav imamo zakonodajo, ki naj bi to udejanjala v praksi, prihaja do zapletov in izogibanja inkluziji otrok s posebnimi potrebami. Zahtevamo zaposlovanje na običajnih delovnih mestih, ki se mora sistemsko spodbujati. Čeprav imamo zakon o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, se mnoge storitve, ki so v njem zapisane, ne izvajajo. Na primer, v 5 letih ni bila omogočena niti ena osebna asistenca na delovnem mestu. Ta zakon prav tako izključuje osebe, ki imajo priznan status invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih. Zahtevamo zapiranje zavodov in posebnih institucij. Zahtevamo deinstitucionalizacijo. Segregacija posameznikov v institucije sama po sebi predstavlja kršitev človekovih pravic. Nujno potrebno je, da državne institucije in ponudniki storitev dojamejo, da je potrebno zagotoviti preusmeritev finančnih sredstev stran od institucionalne oskrbe in sredstva nameniti storitvam v skupnosti, ki omogočajo neodvisno življenje. Le na ta način bi se posameznikom zagotovila možnost enakopravnega življenja in participacije. Zahtevamo osebno asistenco po mednarodno sprejetih načelih, saj predlagani osnutek zakona o osebni asistenci ne podaja jasne definicije, kaj vključuje pravica do osebne asistence. Prav tako se ne drži koncepta neodvisnega življenja mednarodnega gibanja za neodvisno življenje in temelji na preživetih modelih skrbi oziroma se opira na zakon o dolgotrajni oskrbi, ki pa je namenjen predvsem starejši ciljni populaciji. Zahtevamo dosledno spoštovanje Konvencije Združenih narodov o pravicah hendikepiranih, posebno 19. člena, ki govori o pravici do osebne asistence. Predlog Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ločuje ljudi po diagnozah in v 6. členu izključuje vse osebe, ki ne zmorejo same načrtovati dnevnih aktivnosti, torej osebe, ki jim je odvzeta opravilna sposobnost. To je huda oblika diskriminacije in poskusa izločanja velike skupine ljudi, ki potrebujejo osebno asistenco. Oceno potreb morajo izvajati neodvisni organi in kot vir sofinanciranja storitve morajo biti vključena tudi sredstva FIHO. Zahtevamo dostopnost okolja, informacij, vsebin in javnega prometa. Številne javne stavbe so še vedno nedostopne za gibalno, senzorno in intelektualno hendikepirane osebe. Vsi pomembnejši dokumenti se morajo izdajati v oblikah, ki so dostopne senzorno in intelektualno oviranim osebam. RTV naj uvede podnapise in prevajanje v znakovni jezik, vsaj za vse oddaje lastne produkcije. Vsebine spletnih strani javnih inštitucij morajo biti dostopne senzorno in intelektualno oviranim osebam. Hendikepirane osebe imajo pravico koristiti javni prevoz. Ves javni prevoz mora biti dostopen. Postaje, avtobusi in vlaki naj se opremijo z glasovnimi informacijami. Skratka, prinesite transparente, piščalke, ragle. Naj se nas vidi, naj se nas sliši. Poskrbljeno bo tudi za odprt oder in mikrofon. Pohod za neodvisno življenje hendikepiranih, torek 25. 5. ob 11. uri v Argentinskem parku. Hvala.